Živa, tukaj, gledajte, slon je easy. Jaz tukaj razgledam slon na najbolj easy način. Čeprav sem posnel že kar nekaj filmčkov o stavčnih členih, še nikoli nismo govorili o sestavi stavčnih členov. In točno to je današnja tema. Sestava stavčnih členov. Pa prav prostor sem si pustil za roko. Bolj natančno bomo govorili o osebku in predmetu oziroma od 1. do 6. sklona. Gremo kar že na ta prvi primer, ki ga imamo. Brat stoji. Torej se vpraša, vemo, da stoji je povedek, torej se vprašamo vdolje, kaj stoji? Brat. Torej, brat je naš osebek. Vemo pa o bratu nič, vemo samo, da je brat. Ne vemo, če je visok, prijazen, nesramen, žalosten in tako naprej. Vemo samo, da je brat. In kadar imamo tako samo eno besedo, govorimo o golem stavčnem členu. Ne zakaj goli, da bi dal samoten ali pa karkoli, ampak tudi prav ne bo goli, če mi je tako boljš. Gremo na drugi primer. Stric in teta stojita. Doli kaj stoji? Stric in teta. Torej, to je naš osebek. Tukaj vidimo, da imamo zdaj malo drugače prej, ker so 3 besede, ampak ne vemo, kakšen je stric. Ne vemo, kakšna je teta. Ne opisujeta se, ne, stric ne pove, kakšna je teta in teta ne pove, kakšen je stric. Ne vemo, če sta visoka, prijazna in tako naprej, vemo samo, da sta. In v bistvu, kadar imamo tako, govorimo o enakovrednih besedah. In to lahko dokažem, da sta enakovredni besedi, tako, naprimer, stric stoji, ne? In teta tudi stoji. In če bi eno ali drugo besedo dal stran od te povedi, bi vsem bila smiselna. Zato, ker če teta stoji, je smiselno. Če stric stoji, je smiselno. Če oba skupaj stojita, je smiselno. In kadar imamo 2 ali več enakovrednih besed, govorimo o prirednih stavčnih členih. Kot sem rekel, 2 ali več, bi to tudi bilo hiša in vrt in bazen, hiša in vrt in bazen in garaža in tako naprej. To zdaj smo govorili za osebek. Poglejmo si še za predmet. Strica in tete ni. Koga ali česa ni? Strica in tete. To je tale rodilnika, ne? Ali pa, naprimer, strico in teti sem dal brošuro Slona Easy. Komu ali čemu sem dal brošuro Slona Easy? Strico in teti. Spodaj v opisu imate link do brošure Slona Easy, če koga slučajno zanima. Bi mi ful pomagal. Ampak to v glavnem je bil pa rodilnik. Gremo potem zdaj še na tretji primer. Anin oči Nik stoji. Doli kaj stoji? Anin oči Nik. Torej, tukaj imamo spet 3 besede, ampak te so pa malo drugačne, zato ker so v bistvu povezane med sabo. V bistvu, probimo najprej tako, kot smo pri strici in tete probali. Anin stoji. To ne gre glih kot povedati, razen če bi bilo nekomu ime Anina, ne? Zato ker ne gre kot povedati, z razlogom, ker se tale Anin nanaša na oči, ne? Čigav oči, Anin oči. In isto velja za Nik. Kako ime Aninemu očiju? Nik. Zato, ker te 2 besedi se nanašata na to besedo oči. In ta beseda v sredini oči ima vse te besede tukaj ima prav posebej imena. In ta beseda v sredini oči ima ime jedro. Zato, ker se ostale besede nanašajo na to besedo. In te zunanje besede so pa prilastki. Torej, prilastki se nanašajo na jedro. Na levi strani imamo desni prilastek in na desni strani imamo levi prilastek. Ne se sklicam. Na levi prilastek in na desni je desni prilastek. Tako kot je logično. In kadar imamo to tako, govorimo o podredno sestavljenih stavčnih členih. Kaj pa, če bi bilo naprimer Anin oči in Nik? Potem bi imeli ta oči in Nik, bi bil priredni stavčni člen, ker oči in Nik, bi lahko dal oči stoji ali pa Nik stoji, bi bili še vedno to enakovredni besedi in bi se bi oboje bilo slišati normalno povedi. Ta Anin se pa še vedno nanaša na oči, še vedno levi prilastek od oči. In to bi se to za ta filmček. Še preden grem, vam bom pa demonstriral vse to z enim najlažjim z eno stvarjo, ki vam bo v bistvu pokazala, da je to ena od najlažjih stvari, ena od najlažjih snovi. S plastenko. Tukaj za ta prvi primer, ki imamo samo brata, ki imamo samo eno besedo, pri plastenki je to plastenka. To je goli stavčni člen, ker je samo ena beseda. Drugo imamo stric in teta. No, pri plastenki bo to bilo plastenka in zamašek, Torej, bi oboje šlo, ker sta oboje enakovredni besedi. Zamašek stoji in plastenka stoji. To je priredni stavčni člen.
In za tretje imamo pa modra plastenka vode. Na Anin oči Nik imamo modra plastenka vode. Plastenka je jedro, modra se nanaša na plastenko, zato ker pač jo opisuje, ne. Voda pa v bistvu nam pove, kaj je v plastenki, se tudi nanaša na jedro, ne. In glede na pač, to je pa podredno sestavljen stavčni člen. In glede na to, da sem vam lahko s plastenko vse to razložil v piko, potem ne vidim razloga, zakaj ne bi tega znal. Meni se včasih pri tej snovi ful zatika, ampak ker sem izvedel za to foro plastenko, srednjo čist drdram tako. Glavnem, to je resno, to zdaj za ta filmček. Upam, da mi bil všeč. In če mi bil, bi mi ful pomenil, če bi ga všeč kar spodi, bi mi ful pomagal, če brezplačno in tako naprej. Ful bi mi bilo tudi, pač ful bi mi pomagal, bi mi bilo všeč karkoli, če bi se tudi naročili na YouTube kanal s vami, spodaj rdeč gumb, čisto brezplačno in spet, ful bi mi pomagal. Upam, da se boste imeli lepo in da se bomo videli še drugič. Čau!